Tudi naši najmlajši so se pridružili ohranjanju slovenskih avtohtonih sort pod okriljem projekta Špar kot nekoč. Spomladi smo 10 vrtcem podarili zemljo, gnojilo, semena avtohtonih sort vrtnin, lopatke in grabljice. Spodbudili smo jih, da v svojih vrtčevskih zelenjavnih vrtičkih posejajo semena in tako sproti razvijajo zavedanje o pomenu samooskrbe ter avtohtonih sort in naše bogate dediščine. Z veliko podporo, veseljem in zanimanjem, zaradi tega, ker se nam zdi zelo pomembno tovrstni projekti, ki spodbujajo otroke k temu, da sami aktivno sodelujejo pri pridelavi vrtnin, zelenjave in ostalih zadev, ki so v povezavi z naravo. Razširjajo znanje, poglabljajo in s tem rastemo vsi skupaj z otroki in vidijo, da solata ne raste samo na tržnici ali pa v trgovini, ne, ampak jo lahko tudi sami vzgojijo. Ne. Otroci so se najprej spoznali s semeni, gnojili in pripomočki za obdelavo vrtička, nato pa pripravili gredice ter posejali semena. Pridno so zalivali male rastlinice in nestrpno čakali na pridelke. Danes že pobirajo svojo prvo zelenjavo avtohtonih sort. Semenčka smo noč posejali, potem smo pa zakopali. Paradižnik tako zraste, da moraš prvo zemljo pognojiti in pol narediti lukavice in dati not seme, da lahko zraste in pol še zaliješ in rabiš še veliko sončka. Jaste. Ko daš jaste, pa lahko daš ven, a poješ. Opazili so, da so semena recimo različno velika in da potem, ko vzklijejo, so tudi same rastline različno velike. Opazovali in primerjali smo tudi rast paradižnikov na prostem in v lončkih. Zelo pomembno in zelo dobro se mi pa zdi, da se spodbuja rast in obujanje avtohtonih slovenskih sort. Zakaj ne bi tega obujali? Moramo in na to moramo biti ponosni. In to moramo prenašati na otroke. Veseli smo, da lahko znanje naših prednikov prenašamo na naše najmlajše, ki so obenem tudi naša prihodnost. Zahvaljujemo se vsem malim vrtičkarjem, njihovim staršem ter vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ki so nam pri tem pomagali.